Spoštovani, zavedno nas je zapustil naš nekdanji župan, ki je bil v mandatih od leta 2002 do leta 2014 in pa naš častni občan, gospod Boris Kralj. In tukaj na tem mestu vas, spoštovani svetniki, spoštovane sodelavke občinske uprave, prosim, da se za minuto molka poklonimo njegovemu spominu. Slava mu. Spoštovani, pričenjamo z 10. redno sejo občinskega sveta občine Muta. In prvi točki ugotavljam, da so navzoči vsi svetniki občinskega sveta, s tem je občinski svet sklepščen in lahko veljavno odloča. Predlagam naslednji dnevni red. Točka 1. Ugotovitev števila navzočih članov občinskega sveta. Potrditev dnevnega reda. 3. točka. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 16.11. 4. točka. Mandatne zadeve. 5. točka. Sprejem predloga odloka o programu upravljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN SE3 ob polju Zgornja Muta v drugi obravnavi. 6. točka. Sprejem predloga odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Muta v drugi obravnavi. 7. točka. Sprejem dopolnjenega predloga odloka o proračunu občini Muta za leto 2024, druga obravnava. 8. točka. Sprejem odloka o uporabi proračunske rezerve za leto 2024 v skrajšanem postopku. 9. točka. Sprejem predloga letnega programa športa v občini Muta za leto 2024. 10. točka. Sprejem predloga sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 11. točka. Sprejem predloga sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v vrtcu Muta. In pa 12. točka. Vprašanja in pobude članov. Dajem na glasovanje, kdo se strinja s tem dnevnim redom. 11 za, dnevni red je soglasno sprejet. Prehajamo na 3. točko dnevnega reda in sicer potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 16.11.2023. Izvolite, spoštovani svetniki. Gospod Blaž Krajnc. Hvala za besedo. To je točko malo za napaka, celo za čisto okolico zapisnika. Ko sem se jaz soglasil, da se manjše sanacije po poplavah 2023 končujejo, zanima pa ga, kako daleč je z večjimi investicijami. Jaz mislim, z večjimi sanacijami, izlečna plas Perničnik, Kumnik in Kršar. Hvala. Še kdo? Ni več kakve pripombe. Potem dajem na glasovanje zapisnik z pripombo gospoda Blaža Krajnca 9. redne seje občinskega sveta z dne 16.11.2023. Kdo je za? 11 za. Soglasno potrjeno. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda in sicer mandatne zadeve. Ta točka je nejavna. Tu bom čisto na kratko povzela, zdaj bo mi pomagala direktorica. Veste, da je bil objavljen javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest.
In sicer potrebujemo za izpeljavo postopka za pregled prispelih ponudb po javnem razpisu tudi komisijo in v bistvu glede na vse to je bil potem sklicana dopisna seja, druga dopisna seja, žal pa ni bila sklepčna, glasovala sta samo 2 člana KMVVI-ja in zaradi tega bi o tej vsebini oziroma o imenovanju komisije odločali direkt na občinskem svetu. Je pa tako, kot je zapisano, oziroma mogoče Ksenija povzame zadevo, kakvi so pogoji. Mi smo dali, povej, kak smo dali predlog. Ja. V skladu z odlokom o podelitvi koncesije za upravljanje obvezne gospodarske javne službe, vzdrževanja občinskih cest, je predpisana tudi sestava strokovne komisije, ki vodi postopek razpisa in oceno ponudb. In sicer jo sestavljate predsednik in 2 člana. Pogoj je, da imajo vsi člani najmanj visokošolsko izobrazbo in pa delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Županjin predlog je bil 3 kandidatke iz medobčinske uprave, in sicer Vesna Nova kot predsednica, Ksenija Dittinger članica in pa Iris Kus članica. Kot je bilo povedano, ta predlog ni bil potrjen. Zdaj, če so, bilo je tudi v gradivu predlagano, če so kakšne alternativni drugi predloge, se lahko pripravi posamično glasovanje oziroma kako je to odločeno. Tako da, izvolite, imate predloge druge, dajte nam v predlog. Nimate. Miha, izvoli. Samo povedal, če so kandidati so premerne, samo mogoče, da nam svetniki niso potrdili, mogoče zato, da niso bili čist prepričani. Smo se nekaj pogovarjali, mogoče v kjer od naših kulturov, samo zdaj po mojem ne. Pa sploh ni problem, Samo, ker pa zdaj tam smo brali, da so 3 odločili, da ne more kjer je mnogo žal. Zdaj imamo tak dikcijo, najmanj visokošolska izobrazba in delovne izkušnje iz delovnega področja. Tako da, neke smeri gradbeništva ali da se je s tem ukvarjal ali kot član, čisto na vas je odločitev. Tudi ni dobena zdaj od imenovanih, tako ali tako v sklopu celega postopka tudi druge sodelujejo, ko je treba pomagati, v bistvu, a ne? Gospod Sandej. Ja, jaz bi zdaj kot predsednik odbora za komunalo, ali kjer smo mi te zadeve premlevali, jaz mislim, da moje mnenje, da je tako, da ni potrebno, da bi bil kdo od nas tam zaradi tega, ker tako ali tako uskladimo vse te zadeve in na odboru in z občinsko upravo. Je pa res, da je to čista operativa, tu ne gre zdaj za neke strateške zadeve, gre samo za to, kako speljati razpis, pa kako izbrati tistega, ko se bo prijavil. Mislim, ni to zdaj kaj takega, da bi zdaj tu znanost vzganjali. Če pa kdo misli, da mora kjer od nas biti, od odbora zraven, pa tudi lahko. Samo jaz osebno bi glede na izkušnje tudi, ki jih imam, bil čisto zadovoljen, če bi potrdili to, kar je bilo tu, ker mimo nas tako ne bojo nič naredili. Zdaj, tudi samo, če mogoče informacijo dam, kar se tiče samega razpisa, kdaj je bil zaključen, kaj pomeni zdaj za ta koncesijski razpis. Vemo, da smo tu še imeli drugo opcijo, ki se nekako oddaljuje od naših dobrih namenov, neke spremembe. Če mogoče tu samo pomagaš z datumi. Ja, drugače razpis je bil odprt do 27.11. V tem času je bila oddana zgolj ena vloga, v katere pač je treba dokumentacijo pregledati ali izpolnjuje vse pogoje, oziroma razpisne pogoje, tako da
neke, bom rekla, posebnosti ni, a ne, ampak da se lahko samo ta vloga potrdi ali pa ne izbere. Ne. Oziroma, če bo se speljal drugi postopek v drugi obliki z sprejetjem odloka, da se podeli javnemu komunalnemu podjetju. Zdaj hkrati peljemo sicer 2 postopka. Je pa res, da je zimska služba vezana in tudi na samo objavo razpisa, če ne bi objavili razpisa, tudi aneksa k izvajanju zimske službe ne bi mogli skleniti. Jaz bi samo rekel to, tako ti sam direktor, tako je direktorica rekla, da to ni zdaj, to je za mandatno obdobje 4 let, ni samo za ta razpis, ko je se ta komisija završila. Samo za ta razpis, da se samo ta razpis zaključi, pa neč. To je pa zaposleni, tako odločitev je pritek stalno. Vemo, da je občinski svet tisti, ki pač naredi, mislim pa tukaj zaposleni, ki pač hvala Bogu pravne zadeve pregledati in tako naprej zadeva gre skozi. Še kdo? Ne. Pol bi dala na glasovanje in sicer, da se v komisijo za vodenje postopka javnega razpisa za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest imenujejo gospa Vesna Novak, Ksenija Dittinger in Iris Kus z seveda prepisanimi izobrazbami in funkcijami predsednice, članice in pa še ene članice. Kdo je za? V redu. Gospod Miha se izloči iz glasovanja s tem, da imamo pol 10 svetnikov in 10 svetnikov glasuje za. Najlepša hvala. Kak? A to misliš pol, ko bo tak davč? Čim bi dobro da? Snega ne sme biti. Samo tule bi popravil, kole tam pri proračunski rezervi za leto 2023 napak. Aha, okej. Ne 24. Pozavno, da bo je tam. Nadaljujemo. In sicer prehajamo na 5. točko dnevnega reda. Sprejem predloga odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za naselje SE3 v polju Zgornja Muta v drugi obravnavi. Tukaj imamo med nami tudi predstavnika podjetja Zavita, d.o.o., ki pripravlja to strokovno dokumentacijo. Vemo, da smo na naši 8. redni seji 19. oktobra v okviru prve obravnave tudi sprejeli osnutek akta. Na to je bil sam akt obravnavan na drugi seji odbora za celostni razvoj občine 5. oktobra in tudi delovno telo je predlagalo občinskemu svetu sprejem akta. Na to je bil dan v javno razgrnitev v času od 13. oktobra do 6. novembra in pripomb in predlogov strani zainteresirane javnosti potem tudi ni bilo. Obravnavala je tudi osnutek akta statutarno pravna komisija, ki je podala določene uskladitvene predloge. Dopolnjen predlog akta vsebuje tudi določilo o možnosti sklenitve pogodbe o opremljanju ter možnost obročnega plačila akontacije komunalnega prispevka. Pri tem bi samo poudarila, da smo na občinski seji in pa tudi na delovnih telesih, seveda glede na to, da v proračunu leta 2024 nimamo zagotovljenih sredstev za te vsebine. Zaradi tega tudi ne planiramo v letu 2024, bi pa tukaj mogoče še direktorica dodala, če sem kaj bistvenega izpustila, poleg tega, da bo gospod tudi predstavil zadevo.
Ne, saj drugih bistvenih sprememb ni. Glede na to, da v predlogu proračuna za leto 2024, kot je bilo povedano, se še ne predvideva pričetek gradnje iz občinskih sredstev, zato se predlaga, da se uskladi terminski plan izgradnje in sicer s prvotno planiranega 2-letnega obdobja na 4-letno obdobje, torej da bi se v naslednjih 4 letih ta investicija tudi realizirala. Zato je županja tudi predlagala 2 uskladitvena amandmaja, in sicer k 6. in 7. členu odloka, kjer se bi terminski plan spremenil v smislu, da se prestavi investicija najkasneje do leta 2027. Ta amandma ste tudi že prejeli po elektronski pošti v seznanitev oziroma danes. In sicer, če dovolite, amandma se v 6. in pa v 7. členu dodaja, in sicer pod točko 1. Amandma k 6. členu odloka navaja: v drugem odstavku 6. člena odloka se namesto roka februar 2024 določi nov rok februar 2026. Ter namesto roka septembra 2025 se določi rok september 2027. V drugi točki je amandma k 7. členu odloka takšen, da v drugem odstavku 7. člena odloka se spremeni časovno obdobje, in sicer namesto 2 let se določi obdobje 4 let. Ta amandma je bil tudi vam predložen. Bi pa na tem mestu potem kar besedo predala predstavniku podjetja Zavita, mogoče z obrazložitvijo. Na mizi je. Ja. Jaz sem narobe rekla, ker smo vam druge vsebine pošivljali, se opravičujem. Hvala za besedo, lepo pozdrav še v mojem imenu. Sej v bistvu je bilo že povedano vse, kar se tiče sprememb med prvim in drugim branjem oziroma amandmaju, ki je predlagan. Mogoče bi jaz na tem mestu samo še 2 pojasnili podal, ki pa se tičeta nadrejenih aktov. Se pravi, kaj to, kar je zapisano v odloku in kar je predlagano v amandmaju, pomeni v primerjavi, v možnih scenarijih izvedbe tega opremljanja, ne? Pa mogoče najprej glede teh rokov. Kot prvo, še vedno drži, da je možno skleniti pogodbo o opremljanju za to območje z investitorji. Zdaj pa v primeru, da do te pogodbe o opremljanju ne pride v tem obdobju, ki je naveden v amandmaju v roku 4 let, potem občina pristopi v tem roku 4 let k opremljanju. In tukaj velja navedba 18. člena uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki pravi, da bo takrat občina preverila vrednost v bistvu nove komunalne opreme. Namreč zdaj trenutno v teh številkah vrednosti del in nove komunalne opreme, ki je pred vami tudi v elaboratu, je nastala na osnovi trenutno pridobljenih ali pa nekako realnih sredstev za izvedbo. V roku 4 let lahko pride do, ne vemo, kaj se bo zgodilo, lahko da bodo ta sredstva premajhna, lahko da bodo cene padle, ne vemo, ne. Lahko se pač zgodi tudi scenarij, da bo za opremljanje te cone potrebno večja višina sredstev, kar pa pomeni, da se bo takrat moralo pristopiti k revalorizaciji in ponovnem preračunu tega elaborata. To je čisto mogoče samo za naprej neko pojasnilo. Drugo pojasnilo bi pa mogoče samo še podal, ker bo tudi nekaj govora o akontaciji, ki je tudi zdaj umeščen noter v odlok z dopolnjenim nekako besedilom, kjer se pa odmera akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno opremo lahko pravzaprav odmeri zgolj zemljiščem, ki imajo urejeno celotno komunalno opremo, pri čemer mora biti celotna komunalna oprema urejena na celotnem območju opremljanja. Torej, akontacija se lahko odmeri šele, ko je zgrajena celotna komunalna oprema, tako v prvi fazi, ki je že, kot v drugi, ki še bo. To mogoče samo še kot pojasnila, drugače pa je, kar se tiče pa samega odloka, je bilo pa že vse povedano strani županje direktorice. Če so pa že kakšno vprašanje, pa ostajam na razpolago. Hvala. Če je kako vprašanje, izvolite, svetniki.
Torej še enkrat, če sem prav razumel, da se lahko akontacija obračuna šele, če je na celotnem ESE3 zgrajena celotna infrastruktura. Oziroma prej, če bo pogodba. Celotno. Tako, ne zadostuje, zato ker piše, da je treba v celotnem v bistvu območju, obračunskem območju. In obračunsko območje je eno. To je celotno. Ne? Če bi imeli mi obračunsko območje za prvo fazo ločeno za cesto, pa drugo fazo ločeno za cesto, potem bi lahko, kar pa itak ne moremo, ker mu zakon tako ne omogoča, da imamo več obračunskih območij za isto vrsto komunalne opreme. Tako da šele kasneje. Še kdo? Gospod Bojan. Hvala za besedo. Jaz bi samo dodal, mi smo na odboru za celost in odbor občine to zadevo obravnavali. Tudi nam je kolega predstavil zadevo. No, zdaj smo samo prišli do te spremembe, da smo iz 2025 ali to na 2027, da ne pridemo v nasprotje z kakšnimi zakonskimi ali podzakonskimi zadevami. In smo bili enotnega mnenja, da to zadevo občinski svet sprejme, ker koliko to ne sprejmemo, ne moremo delati nobenih zadev naprej, ne iskati zasebnih investitorjev ali bilo kako to zadevo dela. Tako da predlagam občinskemu svetu, da se danes to potrdi. Hvala. Še kdo mogoče? Samo statutarno-pravne komisije, če bo se kdo spraševal, zakaj tega, kar je zdaj v amandmaju, ni bilo narejenega že takrat takoj. Mi smo obravnavali to, preden se je občinski svet odločil po prvem branju, kaj bo dal, kakšna sredstva bojo za to območje šla v proračun, pa ne. Mi smo takrat mislili, da bo noter, potem smo se odločili, da ne bo, zaradi tega pride do tega amandmaja. Drugače bi že v gradivu imeli ustrezno pripravljeno. Še kdo mogoče? Ni? Potem se vam zahvaljujem. Najlepša hvala. Občinskemu svetu pa predlagam sklep. Občinski svet sprejme v okviru druge obravnave predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za naselje ESE3 ob polju Zgornja Muta kot v predloženem besedilu. Kdo je za? Tukaj bi se popravila, če dovolite. Najprej moramo glasovati o amandmaju, tako da se opravičujem. In sicer glasujemo najprej o amandmaju k predlogu odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka, ki se glasi, kot smo že uvodoma tudi povedali. In sicer amandma k 6. členu odloka. V drugem odstavku 6. člena odloka se namesto rok februar 2024 določi nov rok februar 2026 ter namesto roka september 2025 se določi rok september 2027. Amandma k 7. členu odloka se glasi: v drugem odstavku 7. člena odloka se v drugem stavku spremeni časovno obdobje in sicer namesto 2 let se določi obdobje 4 let. Prosim, če najprej glasujemo o amandmaju k odloku. Kdo je za amandmaje? Osem. Kdo je proti? Trije so vzdržani oziroma ne glasujejo. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na že prvotno prebran sklep, in sicer občinski svet sprejme v okviru druge obravnave predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za naselje ESE3 ob polju Zgornja Muta kot v predloženem besedilu. Kdo je za? Osem za. Kdo je proti? Nihče. Ne glasujejo trije. Sklep je sprejet. Najlepša hvala, srečno. Prihajamo na 6. točko dnevnega reda.
sprejem predloga odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Muta v drugi obravnavi. Tudi tukaj pozdravljamo gostjo, ki nam bo predstavila vsebinsko zadevo. Mi pa vemo, da je občinski svet na 8. seji že obravnaval v okviru prve obravnave osnutek akta, in sicer na to je bilo na seji odbora za celostni razvoj tudi to predstavljeno, ki je predlagal tudi občinskemu svetu, da sprejme predlog oziroma da sprejme akt. No, o tem je tudi debatiral odbor za kmetijstvo in bom tudi kasneje prosila predsednika odbora za kmetijstvo, da poda mnenje. Tako da bi tukaj na tem mestu kar predala besedo. Hvala lepa. Dober večer. Kakor smo že na prvi seji, jaz ne bom preveč dolgovezila tokrat, tako da bistvo te spremembe odloka je, da se uskladi z zakonom in z zelo obširno sodno prakso. Odlok je bil pod nadzorom ministrstva, ki je pristojno za to, to je Ministrstvo za naravne vire in prostor. Verzija, ki je na seji, je bila posredovana tudi na ministrstvo, ki je pregledalo dokument in nekako v bistvu potrdilo, da je skladen z vsem temi pripombami, ki so jih podali, tako da se odlok sedaj glede na obstoječega spreminja tako, da se ukine posebno točkovanje za počitniški namen ter opuščene in nevzdrževane objekte, uskladi določene izraze, kot je na primer davčni urad z ustreznimi, uskladi način prevzema podatkov, tako da občina prevzema podatke iz uradnih evidenc. V obstoječem odloku so bili zavezanci primorani sami javljati spremembe. Izvzem dodatnega točkovanja za izjemne ugodnosti lokacije, izvzem točkovanja za vaške vodovode, uskladitev dopustnosti oprostitev, se pravi, oproščeni so lahko samo objekti v primeru novogradnje in dozidave za 5 let, ter uvedba možnosti avtomatske revalorizacije letne točke z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Ena bistvenih sestavin tega novega odloka je tudi ta možnost, se pravi zadnja točka, kot sem rekla, da se lahko spreminja vrednost točke, ker s tem odlokom, ki je zdaj veljaven, občina nekako ima zvezane roke, da karkoli spreminja. Tukaj le pač splošno ne bi danes o NUSZ-ju, tako da tukaj smo pripravili zdaj neko tabelo, ki ste jo tudi dobili v gradivu, kako se zdaj točkovanje spreminja glede na obstoječe stanje. Določene namembnosti se celo znižajo, tudi za kmetijski namen se zdaj točkovanje zniža, tako da tu je načeloma to, če so še kakšna vprašanja. Hvala. Gospod Primož. Jaz sem eno vprašanje. Tu pogledam v tabeli in naši namen je pa še kar skok. Ko piše skok obrazložitev zaradi tega, kar gre počitniški objekti, to so minimalni zadeve. Je to zdaj zaradi uskladitve evidenc? Ne, to je zdaj konkretno. V tem primeru je zaradi tega, ker se uveljavlja samo eno obračunsko območje. Do zdaj ste imeli 2, glede na velikost občine je smiselno, da se ne diferencira. Diferencira se samo v tem, da so objekti drugačno, se pravi, te, ki imajo manj možnosti komunalne opreme, manj točkovanja iz tega naslova. To pomeni, ni več Muta pa Vrtina pa... Ne, vsa območja so enaka, kar je pa mogoče, kar pravite, periferija je mogoče slabše komunalno opremljeno in bo iz tega naslova tudi manj točka. Nekdo, če ima makadam, pa ne asfalta, bo imel manj točka. Pa če nima kanalizacije in tako naprej. Zadeva ni
tabela ni enaka, ni verodostojna za naše podatke. Druga vrednost, to. Imamo druge vrednosti. 0,38, 69, 0,46, 0,46, stara tabela. Imamo 0,69, 0,66, 0,66, 0,46, 0,1, 0,66. Potem pa mogoče sem jaz napačno prezentacijo posredovala, tako da teka imate vi podatke. Gradivo je pravilno, če imamo prav podatke, ja, velja. No, pol pa v bistvu, gledajte gradivo, ki je preloženo v samem tiskanem gradivu, ja. Tako. Gospod Erik. Jaz imam še eno vprašanje, glede, kako se je že gospod dotaknil stanovanjskih namenov, a ne, rekli ste, da smo prej imeli zdaj ločeni, zdaj pa bo enotna, a ne. Zdaj, če gledamo obstoječe stanje, pa nov odlok je samo ena tarifa, na kak je bilo pa prej ločen? Prej je bilo ločen tako, da je bilo pač točkovanje že, se pravi, vi imate namembnost, stanovanjsko, industrijsko, poslovno, kmetijsko in tako naprej. In se je, zdaj ne vem na pamet, koliko je bilo točkovanje, za prvo območje bilo recimo 100 točk, za drugo območje bilo 80 točk, a ne za namembnost. Za komunalno opremo ostane točkovanje enako, tako da se bo, nekaterim se bo iz tega naslova povišalo, ampak to so minimalne spremembe. Znesek je velik zaradi tega, ker je večina objektov stanovanjskih, ki se jim obračunava. A ne, drugačna posameznika pa ta sprememba ne bo tako velika. Se pravi, nekdo, ki je imel prej 80 točk iz naslova namembnosti, bo imel zdaj 100 točk, komunalno opremo pa pač enako, ker naj bi se upoštevala diferenciacija na tem, ne toliko, ali gre za stanovanje ali ne, za katero območje, so pa pač v tem, ker je bilo drugo območje, že tako manj komunalno opremljeni. A ne? Tako da zdaj ta velika razlika pride iz naslova po eni strani zaradi teh, ki so počitniški prešli v stanovanjski, teh je sicer manj. In tam se bo potem... Tem se bo povišala odmera tudi, ker so pač prej so bili počitniški objekti drugače točkovani, zdaj bo to stanovanjski objekti, ker pač to ni osnove, da se razlikuje. Nekateri bojo pa dobili nekaj točk več iz naslova namembnosti, glede na to, kolikor so imeli obstoječe. Okay. Tako smo gledali, da smo s to poenostavitvijo se najbolj približali neki idealni, a ne moramo čisto uskladiti, če gremo nekako poenotiti ta območja, ampak se bo pač, kakor sem že 3-krat povedala, razlikoval glede na komunalno opremljenost. Gospod Sandi. Zdaj, če čisto po domače povemo, tisti, ki so bili prej v območju 2, pa so imeli faktor 0,8, zdaj imajo pa faktor 1, to pomeni periferija, bo plačevala več. To moramo jasno povedati. Muta ostane na istem, okolica, ki pa je tako slabše komunalno opremljena, bo pa zdaj plačevala več. Kar po svoje ni pošteno, ampak glede na to, da bomo za to zbrali kaj več denarja, pričakujemo, da se bo to tudi vrnilo tja, kjer je opremljenost nižja. To pomeni Gortina pa zaselki nad Muto. Ja. Veliko, da malo sem zgledam, gledati izhodiščni odmera zdaj. V seji je povedano, da 177.639,68 odmera do zdaj. To smo tam imeli 2 razpredelnici v tistem delu, ki bi dobila občina, rečemo 11.798,94 prililo več, ali pa 10.770. Zdaj tu pa našnem pa bi mnogo vrsti zelo vloke, pa 177,061,94. To se pravi razlika 578,14 evrov bi občina tudi manj bolj, kljub temu, da smo zdaj nekaj nižali, višali. Ampak sem zelo presenečen, da pri banki pošta, pa medicinski servis, tam je še kar porast, ko je še vdovo. Profitne dejavnosti, ko bi lahko vsej na istem nivoju ostali, da so niže. To je iz naslova ukinitve dodatnega točkovanja za izjemno ugodnost lokacije.
Občina se je pač odločila, da se to izvzame, ker je za ministrstvo, tudi kakor je v obrazložitvi, po pregledu odloka bi morala občina predložiti točne dokaze, zakaj, mislim, to je težko dokazati, to je izjemna ugodnost lokacije, zakaj ima nekdo zdaj večje prihodke, ker je na določeni lokaciji. In kakor je praksa sodna, še nobeni občini tega ni uspel dokazati. Vsaka občina se je v tej točki vzdržala in je šla pač sodba v prid tega, ki je podal pritožbo. Tako da v tej točki je minus iz tega naslova. Ja. Ja, ker so bile res, ja, res so bile zelo visoke te točke, Je malo objektov. Ampak je zanimivo, da nov odlog dejansko, da rečem, odmera stari oziroma odmera kornih, da dejansko manjši, da ne bo niti na isti nivoju. Zaenkrat je tako. Zdaj vi imate možnost tudi spreminjanja točke. Občina pač bo imela zdaj določeno odmero, lahko se vi v naslednjem letu odločite, da se pač vi imate točko prav posebno za te nestanovanjske namene, tako da če se boste to odločili, se lahko dvigne na ta način. Zdaj je pa v stanju, da se ne da spreminjati odlok, mislim, točkovanje nikakor. To je zdaj neka osnova za naprej tudi za vas. Da lahko vsako leto tudi lahko znižate, mislim, pač občinska uprava. Ja, to je zdaj tako, da pač zakonsko tudi po strani ministrstva imate potrditev, da je zdaj okej, ta odlok. Hvala, naslednje, sem vprašal tudi 6. točka, oziroma 6. tabela, pomenjava zneskov odmere sosednje občine, me zanima, ko se zneski premalih občine po novem zakonu predstavljajo. Kakor je meni znano, zdaj jaz ne poznam čisto za vse občine, mislim, da je bilo tako, da ste imeli nekako vsaj z Vuzenico zelo podoben odlok. Ne vem, lahko da se celo skupaj istočasno pripravilo. Oni imajo še star odlok, njim je pa znano, da bi spreminjali vsaj te občine, kakor so. Vem samo pri Dravogradu, ker sem pač sodelovala, da ni šlo čez sprememba odloka že 2 leti nazaj. To so stari. Se pravi, na stanje za leto 23 je analiza narejena, kakor je tekoče. Prosim, še kdo? No, moramo pa tudi, da smo mi to dali v preverbo na ministrstvo, smo tudi zaprosili, 5. decembra je potem podalo ministrstvo pozitivno mnenje k predlogu akta, s tem, da smo upoštevali vse tiste njihove zahteve, kar je bilo ključno tudi v samem odloku, da zagotovimo njihovim zahtevam. Če imaš ti kaj mogoče? Ne, mogoče, ministrstvo je tudi upozorilo, da sedaj je odlok usklajen, sklada z veljavno zakonodajo, kolikor ne bo sprejet do konca letošnjega leta, tudi ne bo ustrezne podlage za obračun v letu 2024, oziroma bo predlagalo ministrstvo tudi, da se ta obstoječi odlok da v ustavno presojo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti, kar pa vemo, da je neskladno že naprej. Tudi neskladno pomeni, da odločbe niso... Tako ostanete brez sredstev. Tako ostanemo brez priliva iz naslova nadomestila za stavbo zemljišča. Izvolite še kdo mogoče? Jaz bi samo to dodal, da ta odlok smo isto na celostnem odboru obravnavali, pregledali, bili smo seznanjeni, kaj moramo narediti, kar so nas opozorili, in sedaj, kot vidimo, od prvega do drugega branja so se zneski ali pa procenti spremenili, tako da smo sprejeli sklep, da predlagamo občinskemu svetu, da ta odlok potrdi. Hvala.
Zdaj, če ni še, bi potem tudi predsednik odbora za kmetijstvo dala, ker je vključno bilo tudi to, oni so debatirali glede kmetijskega namena oziroma rabe, tako da je prosil Blaža Krajnica, da poda mnenje odbora za kmetijstvo. Hvala lepa za besedo. Odbor za kmetijstvo je na svoji 4. redni seji 21. novembra med drugim obravnaval tudi dopolnjen predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. V pogled smo prejeli primerjalno tabelo, ki je zajemala različno vrednost točke za kmetijsko dejavnost za izbrane primere zavezancev. Tu moramo poudariti, da od 5 zavezancev se je samo krajeno povečal znesek za nekaj odstotkov. Pojasnjeni so nam bili tudi kriteriji za odmero in usklajevanje. Na podlagi razprave je odbor za kmetijstvo soglasno sprejel 2 sklepa. Sklep številka 8. Odbor za kmetijstvo občinskemu svetu občine Muta predlaga potrditev vrednosti točke za kmetijsko dejavnost R30 in pa sklep številka 9. Odbor za kmetijstvo potrdi dopolnjen predlog o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Muta. Hvala lepa, gospod Blaž. Zdaj, če ni več razprave na to točko, bi se jaz zahvalila za vašo prisotnost. Varno pot domov. Srečno. Torej, spoštovani svetniki, dajem na glasovanje in sicer občinski svet sprejme v okviru druge obravnave predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Muta v predloženem besedilu. Kdo je za? Ednajst za. Sklep je soglasno sprejet. Prehajamo naprej na 7. točko dnevnega reda in sicer sprejem dopolnjenega predloga odloka o proračunu občine Muta za leto 2024. Na 9. redni seji občinskega sveta v mesecu novembru je bila sprejeta odločitev, da je predlog proračuna za leto 2024 primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo, na kar smo ta predlog dali v javno razpravo od 17. novembra do 12. decembra. V tem času smo sklicali vsa delovna telesa občine Muta in pa tudi zbore občanov za naselja Zgornja Muta, Spodnja Muta, Gortina, Prnice, Bistriški Jarek in pa Sveti Primož nad Muto. Strani članov občinskega sveta so bili podani pisni predlogi in pripombe, ki so se uskladili na sestanku članov dne 27.11. Zdaj, do današnjega dneva strani svetnikov ni prišel noben amandma. Tudi tukaj je tako, da se pred samim sprejetjem oziroma glasovanjem glasuje tudi o podanih amandmajih. Na tem mestu bi kar omenila to, da smo vam po elektronski pošti poslali amandma k dopolnjenem predlogu proračuna občine Muta za leto 2024 zaradi spremenjenih okoliščin. In sicer smo 14. decembra sklenili dodatek k pogodbi o sofinanciranju investicije šolski okolje Vrtec Muta, na podlagi katerega je prišlo do spremembe dinamike črpanja sredstev sofinanciranja za leto 2023 in sicer na mesto prvotno že realiziranih 324 tisoč se poveča za 74 tisoč višja realizacija, kar pa pomeni iz 324 tisoč na 398 tisoč evrov. Zdaj, to je v bistvu seznanitev tega amandmaja, ki ste ga že dobili po elektronski pošti, bi pa tukaj, glede na to, da smo pač vse te spremembe, predloge upoštevali, prosila sodelavko Sonjo Repnik, da predstavi dopolnjen predlog plana proračuna iz finančnega vidika.
Pozdravljen tudi v mojem imenu. Jaz bi želela na kratko predstaviti samo spremembe. In sicer na prihodnji strani po kategorijo 71 nedavčni prihodki imamo spremembo za 5000 povečanje prihodke od premoženja, gre za najemnine poslovnih prostorov. Potem pričakujemo na 714 drugi nedavčni prihodki iz komunalnih prispevkov, znižanje prihodkov za 100 000 evrov. Potem pod 72 imamo kapitalske prihodke. Tu predvidevamo povečanje za 100 000 evrov od prodaje stavbnih zemljišč. Na 74 transferni prihodki pričakujemo povečanje, to je šlo za uskladitev 600 evrov in sicer na prejetih sredstvih iz državnega proračuna za investicije. Tu se gre za cestno prometno strategijo. Potem tudi druga prejeta sredstva iz državnega proračuna in sicer povečanje za 8 000 evrov povečan nadzor na meji in pa javna dela znižanje za 5559,68 evrov. Potem pričakujemo tudi znižanje iz naslova prejetih sredstev iz javnih skladov. Gre za ekosklad, nismo prejeli 340 000 evrov, temveč 333 243,78 evrov in pa od slovenskih državnih gozdov tudi ne pričakujemo 15 000 evrov. Spremembe glede odhodkov tukaj v političnem sistemu gre za, smo znižali stroške sej občinskega sveta na 8 sej v letu 2024, tako da predlog proračuna znaša 23 548,60. Tudi znižali smo stroške odhodke za odbore in komisije 16 700 na 16 700, znižanje je bilo za 3300. Potem pod 0,2 imamo 0,4 imamo skupne administrativne službe in splošne javne storitve. Tu se gre za prerasporeditev in sicer smo sistem PISO, HAKOM in pa portal TaxFinLex smo prerasporedili na proračunsko postavko 040038 pod elektronske storitve oziroma računalniške programe, kamor smo tudi dodali iz materialnih stroškov iz naslova 6009 v višini 18 800 evrov, tako da sedaj znaša ta proračunska postavka 29 500. Nadalje sprememba je sledila za znižanje za 20 000 evrov prireditve ob občinskem prazniku, znižanje za 5 000 evrov pokroviteljstvo občine oziroma prireditve. Pravno zastopanje občine smo znižali za 4 000 evrov, glasbeni dom Bistriški jarek za 1500 evrov in pa nastale so spremembe za šolske okoliš oziroma izgradnjo vrtca. To smo že prerasporedili, ta sredstva, ki smo jih namenili za izgradnjo vrtca, ko smo se odpovedali drugim investicijam oziroma zniževanju stroškov, tako da na podlagi amandmaja pa tudi se bojo ti odhodki znižali za 74 093,02. Oznaka 06 za lokalno samoupravo imamo spremembe za materialne stroške občinske uprave za 27 400. Tu noter so se povečali stroški za najem vozila, zmanjšali so se pa stroški za računalniške programe. Potem imamo pod 6012 tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, tu gre za znižanje za 3550 in pa znižanje za 25 000 nakup opreme, ker smo se odločili, da nakup vozila ne bomo izvršili v letu 2024, temveč bomo najeli vozilo in smo spremenili pod proračunsko postavko 6009.
Potem pod 10 imamo javna dela, tu smo prerasporedili, se pravi, da je razlika višja za 457 evrov. Spremembe so tudi na kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu. Gre za znižanje odhodkov in sicer pri razpisih za državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, to je znižanje za 3000 evrov, potem de minimis pomoči smo znižali za 1950 evrov in pa ostale ukrepe občine za 300 evrov. Tudi pri letnem vzdrževanju gozdnih cest in zimsko vzdrževanje gozdnih cest smo morali znižati, letno vzdrževanje gozdnih cest smo znižali za 18 000 evrov in pa zimsko vzdrževanje gozdnih cest za 5500. Pri prometu, prometni infrastrukturi in komunikacijah smo znižali proračunsko postavko 13.003 za urejanje javnih površin za 10 000 evrov in pa investicija v izgradnjo javne razsvetljave za 5000 evrov. Pod oznako 14 pri gospodarstvu smo znižali za 3000 evrov proračunsko postavko 14.011, to je turistična infrastruktura za znake in kažipote. Potem prekinili smo pogodbo Park Pohorje, tako da smo tu znižali za 7764,56 evrov. Pri varovanju okolja in naravnih dediščinah smo se odločili, da znižamo odhodke pri ekoloških otokih in nakup posod za odpadke v višini 7000 evrov. Pri sanaciji odlagališč za monitoring smo morali povečati odhodke, prej smo v prvem branju smo planirali, jih nismo planirali, tako da smo zdaj dodali za višini 7348,64 evrov. In pa tudi znižali smo subvencije k omrežnini oziroma odškodnine, znižali smo v višini 21 000 evrov. Kot prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost so spremembe sledeče. Za občinski prostorski načrt smo imeli v prvem branju namenjenih 50 000 evrov, tako da sedaj je to znaša nič. Subvencije k omrežnini odškodnine smo znižali za 29 700, rekonstrukcije vodovodov tu v prvem branju nismo imeli v planu proračuna, tako da sedaj znašajo odhodke 105 000 evrov, vendar imamo potem na začetnem stanju teh 105 000 evrov. Pri pokopališču smo znižali stroške, odhodki se znižajo za 4 000 evrov. Komunalno opremljenost SE3 smo po skupni odločitvi znižali za 450 000 evrov. Materialne stroške smo znižali za 1200, tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj smo znižali za 30 000 in pa nakup zemljišč za 5 000 evrov. Kot oznako 17 imamo zdravstveno varstvo, tudi tukaj smo zniževali višino odhodkov. Materialni stroški zdravstvene postaje Muta za 825 000, za zdravstveno postajo Muta 329 000 evrov. Za zdravstveni dom Radlje gre za sofinanciranje investicij in opreme. Je sledila sprememba in sicer 5000 evrov izkritja iz najemnin smo vključili v drugo branje, tako da tu znaša povečanje odhodkov na 8263 evrov. Pod kulturo, šport in nevladne organizacije smo zniževali odhodke in sicer pri muzeju Muta smo znižali za 800 evrov, pri Koroškem pokrajinskem muzeju smo znižali za 1883,89 evra
Investicije in investicijsko vzdrževanje knjižnice Radlje smo znižali za 2200, materialni stroški knjižnice Radlje smo znižali za 1237,20, materialne stroške knjižnice Muta smo znižali za 525.000 evrov, programi kulturnih društev, to se gre za javne razpise, smo znižali za 3967,50 evra, izdajanje občinskega glasila smo znižali za 200 evrov, obratovalni stroški glasbenega doma Bistriški Aleks smo znižali za 1000 evrov, sofinanciranje raznih društev in organizacij, tudi za razpis, smo tudi znižali za 2250 evrov in pa športne programe za 5334 evrov. Pri skupini odhodkov za izobraževanje smo znižali za 12.145,58 evrov, materialni stroški osnovne šole Muta smo znižali za 17.790,30 evra, materialni stroški za OŠPP smo znižali za 300 evrov, potem adaptacija telovadnice OŠ Muta smo tudi znižali za 19.000 evrov, materialni stroški glasbene šole Radlje smo znižali za 1537,50, sofinanciranje glasbenega izobraževanja smo znižali za 1151 evrov, za srednjo šolo Muta smo znižali odhodke za 500 evrov, potem smo prav tako za srednjo šolo Muta za prevoz dijakov znižali za 3000 evrov. Pri socialnem varstvu za pomoč na domu smo znižali prav tako za 5000 evrov. Pri intervencijskih programih in obveznostih smo proračunsko rezervo znižali na 33.000 evrov in pa pri naravnih nesrečah za odpravo posledic smo tudi uskladili ta znesek na 540.176. Spremembe so pa še na servisiranju javnega dolga. Tu smo v predlogu plana predvideli 37.408,08, sedaj pa zaradi odplačila kredita so odhodki znašajo 15.616,70 evrov. Tako, hvala za besedo. Hvala, Sonja. Sonja je pač povzela vse to, kar smo se pogovarjali na sestankih, predvsem pa ta odločitev, da se določene postavke generalno tudi za 15% znižujejo. Tukaj bi prosila, če bo kdo še kaj dodal. Gospod Sandi Ambrož. Mogoče se jaz motim. Jaz se ne spomnim, da smo se mi pogovarjali, da bomo kompenzirali najemnino zdravstvenega doma Radlje, pa da bomo zato povečali postavko iz 2,5 z 2.900 na 8 evrov. A se motim? Ne. Najemnin zdravstvenega doma Radlje, ki jih oni kasirajo za najem prostorov v zdravstvenem domu Radlje, ki jih koncesionarju zaračunajo. Iz tistega dela potem zdravstveni dom sam gradi dalje in za ta del se je povečal. Tako na eni kot na drugi strani, tudi na prihodkovni strani imamo prihodke od najemnin za poslovne prostore više. Gre samo za kompenzacijo. To pa že, sam prej nismo govorili o prihodkovni strani, da se je povečalo. Ja, bi bilo prav, če so spremembe. Hvala. Jaz sem zasledil na 44. strani, nekaj zdaj imamo tu, prej smo mi na prvem branju 0,31, 0,32, zdravstveni dom Radlje, vsak posebej postavka 5329, 2934. Zdaj pa očitno se združili na 0,32, zdravstveni dom Radlje, je zdaj 8234. S tem, da pa na 0,31, da je zdravstvena postaja Muta 5000, to je pa neka nova, ker prej v prvem branju tega pa ni bilo proračunska postavka. To me je zmotno, če še lahko imam mi besedo. Ko smo tudi rekli, da bomo varčevali in zdaj na strani 24 imamo tekoče vzdrževanje poslovnih stavb, smo prej imeli planirane 2, zdaj imamo 12, pa pravno zastopanje občin imamo že tudi 12, prej smo imeli samo 1.
mišljenje. To se pravi, imamo eno na mesec, kako pravno zastopanje. Ne, tu gre za pogodbo, za pravno zastopanje. Tako da v bistvu dodatni ne bomo imeli, kar je mišljeno, ne, ampak samo tisto, kar že imamo pogodbo. 12 000 je bilo prej, zdaj pa tako, ker se izteče pogodba. Na mesto 12 000 je 8 000 zdaj. Tako. Znižaš se, ker se izteče pogodba v mesecu na polovici leta, oziroma v avgustu. To je prav. Tu za zdravstvene postaje muta, ko je nova močna 5000 €. To je tisto, ko smo zdaj ravno govorili, ko je Milena razložila, ali tam je tistih 5 000 € dodali. Še vzdrževanje del na dveh zdravstvenih postaje. Tisto je bilo že v prvem predlogu, je bilo vključeno, dodatno je zdaj za zdravstveni dom Radlja, ker pa tista investicija za projektno dokumentacijo ni bila vključena, ampak se bo pokrila zdaj iz prihodkov iz najemnin za zdravstveni dom Radlja. Teda je na prihodkovni in odhodkovni strani in se krije za investicijo zdravstvenega doma. Za zdravstveno postajo Muta pa je bilo že prvotno vključeno 5 000 € za tista nujna popravila na sami Sanacija tistega napušča, pa tistih vsebin, ko smo rekli. Prosim, naprej, gospod Blaž. Hvala za besedo, nema se zaslišal, kaj sprašujem v prihodkih. Zakaj od CDG-ja, ki je bil planirano 15 000 €, sedaj ni planirano več? Je kakšna sprememba? Prosim. Tam je bila napaka pri prvotnem planiranju. To je bilo v lanskem letu, je bilo iz tega naslova, mislim, da 30 000, je bila posebej pogodba. Sedaj pa iz tega naslova ni predvideno sofinanciranje. Smo tudi imeli sestanek za SIDG-ja in ko smo pregledali oziroma pregledali zadevo za nazaj, je bila zadeva pol jasna, da to ni tistih 15 000 izvedljivo. Bi tako lahko vsako leto nekaj prispevali? O tem se bomo pa še pogovarjali z njim, seveda. Gospod Nec. Za subvencijo v omrežnini na postavki 16.0060, tam vidimo, da je razlika zdaj skoraj 30 000, kar je delež skoraj 1/6 celega zneska. Mi mislim, da smo dali pa 5% znižanje, odkot je taka velika razlika, bi me zanimalo, zakaj je tukaj prišlo do take razlike. Milena Dala, pri sestavi prvega predloga smo upoštevali začetno stanje, ki je bilo sprejeto z vašim sklepom o višini v deležu za sofinanciranje omrežnin. V takih, kot ste sprejeli, pomotoma se ni upoštevala znižana subvencija, ki se za leto 2024 znižuje. Zdaj smo pa to preračunali. Je pa res, da je na strani vodooskrbe, kjer je subvencija k omrežnini zelo visoka, posledično tudi kar precejšnji znesek, ki ga prihranimo za znižanje za 5% sofinanciranja. Tudi imate v skupini za sofinanciranje odvajanja in čiščenje vode, se tudi subvencija na 15,70 zniža. Samo tisti preračuni ne red. Torej, v bistvu v prvem branju ni bil upoštevan veljaven sklep, ki ga imamo. Izhodično stanje. Prosim še. Gospod Primož Tandler. Mene pa zanima, recimo postavka 020019, Rdeči križ Radlje, pa je dobre 8 000, podpiše za kritje stroškov zaposlenega. A ne na Rdečem križu delamo vsi prostovoljno. Ne, to je posebej zakon o Rdečem križu in občine, bivše občine Radlje v Dravi, spadamo pod območno organizacijo RK Radlje v Dravi in smo dolžni v skladu z zakonom kritje in sofinancirati strošek plače oziroma njihovega tudi dela potem posledično. Pa še eno vprašanje imam glede srednje šole. Kaj ima občina za srednjo šolo, da financiramo določene zadeve?
To so bile spodbude, katere ostajajo, so ohranjene leta, še od let nazaj in ta prevoz, kot veste, prevoz dijakov, sicer smo ga v letošnjem letu znižali, kar za 3000 evrov, tako da ostanemo na znesku 2000 evrov. Tisti znesek 1000 evrov za projekte smo pa tudi znižali na 500 evrov, da je tudi tu znižanje prisotno, oziroma to, kar smo rekli. Ne? Izvolite. Gospod Nec. Ok, čisto na kratko, da mogoče se še oglasni. Jaz sem vesel, da smo vsi skupaj tvorno sodelovali pri tem našem pripravi predloga proračuna v drugem branju. Vidimo, da smo uspeli najti kar več kot 800 000 evrov za izgradnjo našega vrtca, kar smo tudi ne iskali, kje bomo lahko ta denar dobili. Številne te investicije smo seveda mogli pač prenesti naslednja leta, da bomo pač naš vrtec lahko zgradili. Tako da iz tega naslova bom jaz tudi ta predlog proračuna podprl, ker smo tudi vsi sodelovali pa iskali, kako ga bomo čim bolj optimizirali. Hvala. Hvala, Nec. Še kdo mogoče? Ni? Ni. Potem bi, tako kot smo že prej, najprej glasovali o amandmaju, ki ste ga prejeli po elektronski pošti zaradi sklenjenega dodatka, kot sem že prej na začetku povedala, o sofinanciranju investicije šolski okoliš, na podlagi katerega se spremeni dinamika črpanja. Kot že povedano, na mesto prvotno realiziranih 324 000 na 398 093, kar pomeni za 74 093,2 centa evra višja realizacija. Zaradi tega amandmaja oziroma zaradi tega dodatka sklenjenega z ministrstvom se tako za 24 posledično še sofinancira v višini 698 574 in za leto 25 še 76 000. Tako da dajem na glasovanje občinskemu svetu amandma k dopolnjenemu predlogu proračuna občine Muta za leto 2024. In sicer pod točko 1 prihodki. Znižanje prihodkov v skupini 7400, prejeta sredstva iz državnega proračuna in sicer z naslova 74001 v višini 74 093,02 evra. In pa v točki 2 odhodki, znižanje odhodkov na področju proračunske porabe 04, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, glavni program 0403, druge skupne administrativne službe, podprogram razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, proračunska postavka šolski okoliš v višini enaki 74 093,02. Dajem amandma k dopolnjenem predlogu proračuna občine Muta za leto 2024 na glasovanje. Kdo je za? Za 11, amandma je soglasno potrjen. V naslednji točki pa dajem na glasovanje. In sicer občinski svet sprejme dopolnjen predlog odloka o proračunu občine Muta za leto 2024 v predloženem besedilu. Kdo je za? 11 za, je soglasno sprejeto. Najlepša hvala. Prehajamo na 8. točko dnevnega reda. Sprejem predloga odloka o porabi proračunske rezerve v letu 2024 v skrajšanem postopku. 23 v skrajšanem postopku. Tu bi pa prosila direktorica občinske uprave, da predstavi vsebino, kar se tiče odloka o porabi proračunske rezerve, ki je namenjena oziroma je izključno namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč. V skladu z zakonom o javnih financah je potrebno vsako leto v proračunu občine
predvideti sredstva kot proračunsko rezervo, ki je namenjena za odpravljanje posledic naravnih nesreč. V proračunu za leto 2023 je proračunska rezerva oblikovana v višini 38.724,04 evra. Poleg teh sredstev pa so na voljo še neporabljena sredstva proračunske rezerve iz lanskega leta 2022 in sicer v višini 36.022,80 evrov. Za potrebe sanacijskih del po letošnjih avgustovskih poplavah se bi tako iz tega naslova delno porabila sredstva iz proračunske rezerve iz leta 2022 in sicer v višini 12.138,30 evrov. Ostanejo pa še tako neporabljena sredstva od proračunske rezerve iz leta 2022 v višini 23.838,70 evra in pa celotna sredstva proračunske rezerve iz leta 2023, torej skupaj 59.860,80 evra. To so sredstva, ki so namenjene, kot že povedano, za sanacijo po naravnih nesrečah. Deloma se je to krilo že pa tudi iz prejetih sredstev iz predhodnega programa za sanacijo po strani države, ko smo dobili tistih 40% ocenjene škode in pa tudi iz donatorskih sredstev, ki jih je občini namenila Nova Ljubljanska banka. Izvolite. Če ni pripomb, dajem na glasovanje. In sicer občinski svet sprejme po skrajšanem postopku predlog odloka o porabi proračunske rezerve občine Muta za leto 2023 kot v predloženem besedilu. Kdo je za? Ednest za. Soglasno sprejeto. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer 9. točka dnevnega reda, sprejem predloga letnega programa športa v občini Muta za leto 2024. Vsebino je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo. Vemo, da je pravna podlaga za sprejem akta Zakon o športu in pa naš odlok občinski. Seveda v skladu z nacionalnim programom športa občina ne more objaviti javnega razpisa za sofinanciranje športnih dejavnosti brez sprejetega letnega programa športa, ki opredeljuje tudi vsebinsko, kakšne vsebine v športu se bodo sofinancirale. In tukaj gre pri nas v bistvu za tiste nujne oziroma obvezne, ki so v sklopu športnih programov, potem razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu in pa športne prireditve in promocija športa. V letošnjem letu smo v proračunu, glede na to, da smo vse javne razpise nekako tudi zniževali, predlagali višino 30.226.000 evrov za sam javni razpis, seveda pa je posebej še strošek za upravljanje objektov in zunanjih površin planiran v višini 45.500 evrov. Tako da je tudi občinska uprava Športni zvezi Muta podala v mnenje predlog LPŠ-ja in so na to se tudi odzvali, sicer z mnenjem, da v bistvu nekako ne podpirajo tega znižanja, ampak seveda bojo podprli ta predlog letnega programa športa in so dali potem tudi pozitivno mnenje, seveda pa upajo na kakšna dodatna sredstva iz naslova rebalansa v naslednjem letu. Bi pa na tem mestu tudi prosila predsednika odbora za negospodarstvo, gospoda Nejca, da poda mnenje tudi odbora za negospodarstvo. Hvala za besedo. Torej, odbor za negospodarstvo se na svoji 5. redni seji je obravnaval tale predlog letnega programa športa v občini Muta za leto 2024.
Tako kot za vse razpise smo tudi mi predlagali za ta razpis na področju športa 15% znižanje sredstev, da nekaj prihranimo, in na ta način so se tudi sredstva znižala na tale znesek 30.226 evrov in tudi bi predlagali občinskemu svetu sprejem tega predloga letnega programa športa v občini Muta. Hvala lepa. Izvolite, svetniki. Ni kakšne pripombe, ni razprave. Potem dajem na glasovanje. Občinski svet sprejme predlog letnega programa športa v občini Muta za leto 2024 v predloženem besedilu. Kdo je za? 11 za. Hvala. Sklep je soglasno sprejet. Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, in sicer sprejem predloga sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Tukaj bi prosila direktorico za obrazložitev. V veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2023 imamo vključeno tudi prodaja dela zemljišča, in sicer na trasi ob pešpoti Mariborski cesti, ki je bilo sedaj ta del zemljišča bil del občinske ceste in opredeljen kot vse druge občinske ceste tudi kot javno dobro. Sedaj z odmero je nastala samostojna parcela in pred pričetkom postopka sklenitve pravnega posla je tako potrebno temu zemljišču oziroma tej nepremičnini odzeti status grajenega javnega dobra, da lahko speljemo pravni promet. Gre pa za parcelo številka 349/16 v KO Spodnja Muta v velikosti 44 kvadratnih metrov. Hvala lepa. Izvolite, svetniki. Potem dajem naslednji sklep oziroma dajem na glasovanje, in sicer občinski svet sprejme predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. Kdo je za? Hvala, 11 za. Sklep je soglasno sprejet. Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, in sicer sprejem predloga sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v vrtcu Muta. In sicer bi tukaj prosila direktorico in pa predsednika odbora za negospodarstvo, da podata obrazložitev. Prosim. Strani vrtca Muta smo prejeli predlog za spremembo sistemizacije delovnih mest, in sicer, ki je bila sicer potrjena oziroma podano soglasje na junijski seji občinskega sveta, in sicer za sistemizacijo delovnih mest v šolskem letu 2023-2024. Sprememba se nanaša na ukinitev 2 delovnih mest in uvedba 2 novih delovnih mest v skladu z normativi pravilnika o izvajanju predšolske vzgoje. Občina kot ustanoviteljica vrtca mora dati soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Kot že rečeno, zadeva je bila tudi uvrščena na dopisno sejo odbora za negospodarstvo. Hvala za besedo. Jaz bi tukaj še podal par besed glede te dopisne seje, ki je trajala od ponedeljka 11.12. do srede 13.12. Obravnavali smo tukaj tale predlog za sistemizacijo oziroma spremembo delovnih mest. Prispela sta 2 glasova, en glas je prispel nepravočasno, 2 člana pa nista glasovala in zaradi tega je bila tudi seja, nismo bili sklepčni in tudi nismo mogli predlagati občinskemu svetu v sprejem tega, tako da se bomo danes tukaj odločili. Bi pa mogoče vseeno podal, kaj so bili mogoče pomisleki pri katerem članu, ki niso glasovali. V gradivu, ki smo ga prejeli, je noter z strani osnovne šole prišlo v gradivo samo, da se nekako
na novo zaposluje na 2 delovnih mestih oziroma v deležu 0,50 delovnega mesta, nikjer v gradivu pa ni bilo, da pa gre pa za spremembo. Ni bilo jasno določeno. Jaz vem, da je to določenega člana mogoče malo zmotilo in mogoče tudi zaradi tega ni pa bilo kakih posebnih pomislekov v primeru, da gre samo za zamenjavo delovnih mest, torej da se eno delovno mesto ukine, eno delovno mesto pa se na novo ustvari. Tako da jaz mislim, da vseeno ni nekih posebnosti, pa boste se pa sami odločili. Hvala. Hvala. Tudi vidite, v priloženi tabeli je označeno, da v bistvu gre sedaj za delovno mesto knjigovodja in pa administrator. Ukinja se pa računovodja in pa poslovni sekretar, pa tudi plačni razredi so razvidni iz priloženega gradiva. Prosim, izvolite. Če kolikor ni razprave, potem dajem na glasovanje in sicer občinski svet sprejme predlog sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v vrtcu Muta kot v predloženem besedilu. Kdo je za? 11 za. Hvala, sklep je soglasno sprejet. Najlepša hvala. Prihajamo na točko 12 in sicer vprašanje in pobude članov. Tukaj bi pa kar na začetku dala besedo vam, spoštovani svetniki, ker imam še potem jaz določene vsebine, ki jih želim predstaviti. Gospod Mihal. Predvsem bolj pohvale ta mesec. Zahvalim se našem turističnemu društvu, da je tako lepo krasilo našo božično vas. Naredili so izjemne adventne venčke in izpeljali nekaj zelo obiskanih in odmevnih čudovitih prireditev. Zahvala gre tudi našim prostovoljnim gasilcem za pomoč pri krasitvi kraja. Saj so nam ponovno pričarali pravo božični duši celostne občine. Tudi gostina Spodnja Muta in zaselki so lepo praznično okrašeni in tako se izkaže sodelovanje in pomoč med sokrajani, prijatelji, ki jih kar nekaj je mar za ljudi in so ljudi, ki si pomagajo in kar tudi res doprinese pravi praznične duše. Pohvalili pa tudi občinsko pravo, da je našla sredstva pri prenovi igralna v Spodnji Muti, sanirali so poškodovane igrala v gasilskem domu in naredili ustrezno razsvetljavo na prehodu za pešce, to pa tudi tam gasilski in pa skralomi hiši. Kritični pa bom danes na zapuščene ostanke drevesa, to je pa pri Oši ŠP, še vedno je tisti ostanek, ki nam je zadolžen za to, da se odstrani, da je že od avgusta kar nekaj časa, da bi bilo tisto fajn, da se odstrani. Pa na prejšnji seji sem že upozoril na nevarnost plazenja na šolski poti, ko se pravi Flisova ulica, od avtobusne postaje do Smolarja. Zdaj, če gledate danes pogled, je žal cesta že močno poškodovana zaradi plazenja terena proti glavni cesti, tako da Alsberg je že spokal in je kar že ljubno med svega. Za na konec pa še le vošče občankam in občanom, toplo ognišče in smeh očeh, iskreno želim vam v prazničnih dneh. Zdravje in sreče našteto obiljo, nasulil vam bi srečno nov let. Lepe praznike. Hvala. Prosim, hvala. Sandi. Lejte, jaz sem že dolgo v občinskem svetu, pa se je redko zgodilo, da so bila obdobja, da smo bili svetniki tako enotni, ko smo v tem sklicu. Mogoče se bo najdel kak bebec, pa se bo spomnil, pa bo pomislil, da gre za enoumje, pa primerjal s kakimi prejšnjimi sistemi. Jaz bi se pa ravno zaradi tega vašega doprinosa, tega pozitivnega pristopa vsem svetnikom zahvalil za konstruktivno delovanje, pa moram povedati, da po dolgem času spet z veseljem hodim na občinske seje, ker se lepo zmenimo, pa pogovorimo in tudi drži, kar se dogovorimo. Tako da še enkrat hvala glede tega. Drugače bi pa vprašal, ali je kaj novega v zvezi z števcem kurjave in z električnim števcem za telovadnico. Pa še druga stvar,
prosil bi to, kar je že nekoč bilo. Kadar sprejemamo odloke, je bilo tam v obrazložitvi, ponavadi tam čisto ta zadnje vrstici napisano, kaj to pomeni finančno za proračun. Pa bi prosil, če bi lahko pri pripravi gradiva samo tam na koncu rekli, to pa pomeni v naslednjem letu za občinski proračun strošek 10 ali pa 100 tisoč evrov, ali pa to pomeni prihodek toliko pa toliko. Da malo se znamo orientirati, ali gre navzgor zadeva, ali gre navzdol zadeva. To bi bilo z moje strani vse. Hvala. Gospod Tone, koliko gospod Peter? Hvala za besedo. Jaz samo vprašal, na 6. seji občinskega sveta smo dvignili ceno komunalnih storitev in vodarine. Teda je bilo rečeno, da bomo s tem dvigom cen storitev lahko zamenjali tudi obstoječe vodne števce za popis vode, kateri se popisuje enkrat letno, mesečno pa se plačuje pavšal, da bi to zamenjali z digitalnimi vodnimi števci, kjer se popisuje voda, poraba vode enkrat mesečno in je v bistvu bolj natančno od letnega pavšala. Vprašal bi, kdaj se planira, da se v tej vodni števci začeli zamenjevati, pa smisel je bilo tudi, da bi se prej v več stanovanjskih stavbah. Druga zadeva, glavni trg 22 objekt je bila menjena strešna kritina, manjka pa še strelovod, ali je to še planirano, ali je treba novo planirati. To zanima. Pa eno pobudo bi dal, vprašanje in pobude, ki jih damo na občinskih sejah, kjer ne odgovorimo, bi prosil, če bi lahko se na naslednji seji povedali, je boljši, kot pa poslane po elektronski pošti. Hvala. Jaz sem par vprašanj sem ponavljal, verjetno spet, kaj je z našim prelepim Mercedesom tam na vratih, če je že kaj novega, karamboliranim. Pol bi vprašal, koliko smo v letu 2023 porabili za izgradnje vrtca, pa ali je projekt izgradnje vodovoda v Zgornji Dravski dolini finančno zaključen in kakšni so njegovi končni stroški, če imamo ta podatek. Pa kaj je za nadaljevanjem izgradnje širokopasovnega interneta na Muti Gortina, pol spet, kdaj se bo začela urejati cesta na Sveti Primož, na Spodnji Muti, kdaj se bo asfaltirala cesta pod Rotundo, kako je to spet z razširitvijo klanca pri Strlino. Poj bi tu vprašal, ali je občina Muta dala zahtevek na OC za ureditev regionalne ceste Dravograd-Maribor na Karovanju. Hvala lepa. Pa v tej priliki tudi bi rekel veselo božične ter novoletne praznike. Hvala. Prosim. Zdaj, če lahko vodovodni števci se sproti, ko poteče rok, ko mu poteče, se pol zamenja z novim digitalnim in po novem je vključeno v ceno storitve. Strešna kritina, tu mislim, da ste dobili odgovor od sodelavke, glede strelovoda po mailu. Kar se tiče pa vprašanj in pobud, je razumljivo, jaz lahko berem odgovore pol, ampak jaz verjamem, da vam posamezni občani vprašanja dajo. In vi se potem kot predstavniki občanov lahko z odgovorom tudi na dotičnega občana, ki je dal vprašanje, obrnete in mu tudi pojasnite. Smo pa na voljo vsak trenutek, tudi ni treba na sejo čakati, če kako vprašanje se lahko direkt pokliče, se lahko gor pride, lahko tudi občani se oglasijo in bojo, ne bo rabili en mesec čakati na odgovore, ampak bojo odgovore dobili takoj z naše strani ali pa tudi z vaše strani. Vse vsebine, ki so pa investicijske narave, ne sanacijske, pa vemo ravno, kar smo sprejemali proračun, kaj je planirano za naslednje leto, v letu 2024 in v primeru, da vas seveda občani vprašajo, potem že imamo jasne odgovore tudi na dlani. Seveda so pa to odprte zadeve, na katere se ne sme pozabiti in se tudi ne bo pozabilo na njih. Prosim, še naprej.
No, tu imam pa jaz še zdaj obvezo in sicer eno obvestilo za javnost, ki ga moramo po zahtevi članov odbora oziroma članov nadzornega odbora občine Muta tudi javno prebrati na občinski seji. In sicer ga v celoti tudi vam podajam, tako vam svetniki, kakor tudi javnosti, ki bo spremljala občinsko sejo preko TV sprejemnikov. In sicer naslovljeno na občino Muta dne 19.12.2023 s strani članov nadzornega odbora občine Muta. Zadeva. Predstavitev dokončnega poročila nadzornega odbora na 9. redni seji občine Muta oziroma občinskega sveta dne 16.11.2023. Spodaj podpisani člani se ne strinjamo in ne podpiramo načina, kako je bilo poročilo predstavljeno s strani predsednika nadzornega odbora, gospoda Franca Hamlerja. Prosimo, da se ta dopis tudi javno prebere na naslednji seji občinskega sveta. Podpisani člani nadzornega odbora, Andreja Senica, Anka Ošlak, Peter Stražišnik in Tadej Mazgan. Toliko v vednost. Glede na to, da smo že, Miha je prav lepo voščilo podal tako nam vsem skupaj, tukaj sem jaz še tudi dolžna obljuba moja iz prejšnje seje, da vas tudi seznanim glede imenovanja podžupana občine Muta in sicer danes v novi funkciji tukaj med vami pozdravljam podžupana gospoda Mitjo Čeha. Tako da tudi javno predstavljam. In tudi upam na konstruktivno sodelovanje, glede na to, da smo odprti. In jaz rečem, nič se ne skriva, nič se ne, vse se dela odprto in tako vsi vi svetniki, tako podžupan, tu smo za občane in za vas, da sodelujemo in pa da delamo, koliko se da po najboljših močeh. Glede na to, da smo vsi skupaj tukaj prisotni, potem dovolite, da vsem občankam in občanom zaželim tako v vašem imenu svetniki kot v imenu občinske uprave, doživete božične praznike oziroma doživete Božič, miren Božič, bodite ponosni tudi na državni praznik in pa leto 2024 naj vam nameni čim več dobrega, čim več lepega, seveda kot pa že vsakokrat tudi rečem, največ pa naj vam nakloni zdravja. Hvala lepa za vašo današnjo prisotnost in pa se vidimo na naslednji seji v letu 2024. Hvala lepa.